Ja, Špela, smo že pri 7. oddaji s teboj, lahko ta projekt je očitno zaživel, pa se tako kaže, da bo zaživel tudi na vseslovenski ravni. Tako je, ja. Projekt dejansko na polno živi, se razvija, preizkuša, hkrati pa se že skoraj aplicira tudi na sistemsko raven, saj je možno, da začne v sistemu veljati že s 1.1.2022. Vse je odvisno, ali se bodo spremembe zakona, ki so bile predlagane in pomenijo podaljšanje uveljavitve teh storitev za 1 leto, se pravi, da ne bi bilo uveljavljene s 1.1.2022, ampak s 1.1.2023. Vendar, če se to ne bo zgodilo, in lahko se tudi to zgodi, bodo dejansko storitve prišle v veljavo že pred končanjem projekta. Za tiste, ki niso bili vseskozi s temi našimi oddajami, čisto osnovno, kaj vse vključuje projekt s teboj lahko? Projekt s teboj lahko je dejansko razvoj in preizkušanje podpornih storitev za samostojno življenje uporabnikov oziroma čim bolj vključujoče v lokalnem okolju, tako da jim ni potrebna selitev, bom rekla, iz domačega okolja, če svojci ne morejo več skrbeti zanj oziroma so tudi sami že ostareli in imajo težave, bom rekla, z nekimi popoldanskimi sprehodi, spremljanjem uporabnikov na aktivnosti, sobote, nedelje. Se pravi, za čim bolj aktivno preživljanje, bom rekla, tako prostega časa uporabnikov, kakor tudi samostojnega življenja, ko pa enkrat svojcev ni več ali si pa uporabniki zaželijo zaživeti na svojem, skupaj s partnerjem mogoče, prijateljico, prijateljem, da so pa to storitve, ki jih podprejo pri njihovem samostojnem bivanju, in to se je zdajle že izkazalo, da uporabniki v povprečju z 10 urami na teden, zdaj odvisno, nekateri več, drugi manj, zmorejo samostojno živeti. In koliko je zdaj vključenih v Varstveno-delovnem centru Zasavje v ta projekt? Koliko uporabnikov? V ta projekt jih je v skladu s ciljem projekta vključenih 15, s tem, da razmišljamo še v vključitvi vsaj 2, in potem pa vseh tistih, ki bojo prišli, bom rekla, v ciljno skupino, glede na cilje, ki jih lahko dosežejo s temi podpornimi storitvami v prihodnosti. Tako da bom rekla, trenutno je vključenih 15, verjamemo pa, da bo v roku 1 meseca, da bosta še 2 zraven. Mogoče imaš številke tudi koliko v Sloveniji, glede na to, da je to pilotni projekt, pa ni edino, ne poteka samo v Zasavju. Ja, dejansko je tukaj vključenih nekaj čez 100 uporabnikov v obeh regijah, vzhod in zahod. Mi smo na vzhodu povezani oziroma delamo pod okriljem prijavitelja, to je VDC Polž Maribor, in mi skupaj imamo, se pravi VDC Zasavje in Polž, skupaj 53 uporabnikov, zahodna regija pa tudi nekaj takšnega, kjer je pa izvajalec VDC Želva. Nekaj se je že pokazalo v tem času, se je pokazalo tudi to, da so uporabniki pripravljeni oziroma pa tudi sposobni samostojnega življenja, seveda ob pomoči. Ja, veliko se je pokazalo. Pokazalo se je tudi to, kako pomembno je tudi sodelovanje s svojci. Bom rekla, podpora, zaupanje svojcev, da uporabnik zmore. Pokažejo se velike razlike med tistimi, kjer svojci zaupajo, kjer vzpodbujajo uporabnike, bom rekla, že od majhnih nog, k vključevanju, k opravljanju opravil, ko jih zmorejo, ker ti uporabniki so tudi potem pripravljeni za samostojnejše življenje in se jih podpre tam, kjer to še ne zmorejo, predvsem pa nekih aktivnosti, dodatnih aktivnosti, na primer v učnem stanovanju, potem boste videli, se učijo kuhanja novih jedi, ki jih še ne znajo, da si popestrijo jedilnike, določenih opravil, kakor se jih do zdaj niso naučili, ali pa tudi neko družabništvo, ker v bivalnih enotah, ko greš ti v inštitucijo, je že res, da se moraš bolj prilagajati. Imaš pa stalno družbo, nikoli nisi sam. Ko pa ti zaživiš sam v stanovanju, še posebej, če nimaš partnerja, pa dejansko potrebuješ neko socialno mrežo, In neki so že, knjižnica, pa vključenost v DPN aktivnosti. Neki je pa tista prijateljska mreža, In ti uporabniki, ko zdaj zaživijo samostojno življenje, potem skupaj s podpornimi osebami, tvorijo tudi, neko tako razširjeno socialno mrežo, poleg, VDC-ja, primarne družine, pa še česa drugega.
Špela, kakšne izkušnje imate pa v Zagorju, Zasavju z podpornimi osebami, jih je težko pridobiti? Potem enkrat, ko jih pridobite, so potem resni, so vredni zaupanja? Nekatere, ko smo pridobili, so ostali stalnica, to so predvsem mlajše upokojenke, pa tudi določeni brezposelni, ki so se vključili v projekt. Najbolj ta zanesljiva skupina je ta skupina mlajših upokojenk, ki so se zelo, privadile tega načina tako dela kot podpore uporabnikov, kot vpisovanja v informacijski sistem, ki podpira vse te storitve. Tako da da poleg zaposlenih, ki so podpirali in so mentorji tem zunanjim podpornim osebam, so res mlajši upokojenci, predvsem upokojenke, ker moškega nimamo še nobenega, ki naše uporabnike učijo veščin samostojnega življenja, ohranjanja pridobljenih znanj, pa jih tudi vključujejo v okolje, ne. Če se malce pošalim, skoraj da že moja generacija, ne? Ja. No, danes bomo pa spoznali tudi novo, ki se je priključila pred kratkim, mislim, da poleti, Mojco Zupančič v Trbovljah, ne? Tako je, Mojca je na polovico, mislim, da je osebna asistentka za polovico časa, tako da preostali čas se je pa vključila kot podporna oseba in uporabnike, uči tako informacijskih sistemov oziroma uporabe te nove tehnologije, ker je tudi sama iz tega področja. Poleg tega jih pa v učnem stanovanju sedaj uči, od lahkega branja do ustvarjalnih delavnic, ker sedaj, se toplo vreme, svetloba se poslavlja in bo dejansko učno stanovanje, ki ga imamo, prišlo še bolj do izraza. Poleg učenja kuhanja, pralni stroj, vse tisto, kar je noter, tudi prostor za neka družabništva, za te uporabnike, ko živijo samostojno in nimajo možnosti druženja v teh bivalnih enotih, ne. No, za projekt s teboj lahko še v Varstveno-delovnem centru Zasavje pa seveda Polžu niste še dobili državnega priznanja, pa priznanja Gospodarske zbornice za projekt VEM, če se ne motim, oziroma VIP. VIP pa zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. To pa ni kar tako za inovativnost, ne? Ja, na območni smo dobili zlato, potem na slovenskem smo dobili pa posebno priznanje za reševanje COVID izziva, ker vse se da, če ljudje sodelujejo, so strpni, so vključeni v iskanje rešitev in potem dejansko tudi sprejmejo tisto, kar se dogovorimo, ne. In to je bil tudi razlog, da do zdaj še nismo imeli v VDC Zasavje, pa tudi upam, da tako ostane, rdečih con. Je pa VIP predvsem odskočna deska, ker ni bil narejen z namenom covida, ker leta 2019 še nismo vedeli, da bo, ne. Je bil predvsem z namenom, da se različne organizacije v Zasavju, tako gospodarske kot negospodarske, pa znotraj negospodarstva, od zdravstvenih domov, CSD-jev, Varstveno-delovnega centra, Ljudske univerze, šol, vrtcev, da se med sabo povežemo s ciljem čim bolj vključujoče družbe, ne. In tukaj se potem hitreje izmenjajo izkušnje, znanja, poleg tega pa tudi pri, vpeljavi nekih novih sistemov v prakso, tako kot je zdajle tale zakon, se povežeš s Centrom za socialno delo, še preden nekaj stopi v veljavo, skupaj dogovarjamo rešitve in jih predlagamo na sistem. Ker le na ta način potem rešitev, ko je napisana, dejansko tudi deluje, ker se že prej vključijo vsi deležniki, potuhtamo, kje so mogoče še šibke točke tega sistema, vstopnih točk in potem ne pride do tega, kot je pogosto bilo sedaj v zakonodaji, pride ven pravilnik, pride ven postopek, ki ga je v življenju čisto nerealno speljati. Ali pa mogel bi se speljati v enem tednu, spelje se pa v enem letu ali pa še to ne. No, COVID je prinesel marsikaj slabega, ne, marsikje je spremenil način življenja, ampak prinesel je pa tudi, ne, lahko rečemo, v tem času se je začel zidati prizidek. Tako je, ne, prizidek smo imeli v strateškem planu do leta 2025, ker dejansko potrebujemo širitev prostora tako na bivalnem delu kot na dnevnem delu. Poleg tega bivalni del potrebuje, še en dnevni prostor za začasne namestitve, sploh če upam, da bo šel zdaj čez tale zakon o dolgotrajni oskrbi končno, ne, ko predvideva tudi te začasne namestitve za svojce, da grejo lahko vmes na počitnice oziroma če grejo v bolnišnico, da ima uporabnik kam zaiti, če potrebuje institucionalno
institucionalno oskrbo, ne. Poleg tega pa ta prostor, dodatni prizidek prinaša tudi večjo varnost, ker bo požarno stopnišče, posebno stopnišče za bivalni del, pa še, bom rekla, prenovljeno izobraževalno sobo, kjer bo prostor, vstop direkt, bom rekla, ne preko VDC-ja, ampak od zunaj, kar pomeni, da bo še več tega možnega vključevanja, sodelovanja, povezovanja z ostalimi deležniki v okolju. Ja. In če ne bi bilo ta, bom rekla, pritisk za ločitev čistih pa nečistih poti med dnevnim delom pa institucionalnim, ker smo vedeli, če bi prišli, ne vem, do sive rdeče cone, da je treba dnevni del zapreti, kar pomeni, da je treba 120 uporabnikov doma pustiti, da ima 10 stanovalcev možnost sive pa rdeče cone, ne, je bil to pač dodaten pritisk, da je ta pritisk res nujno potreben. Jaz verjamem, da bo do konca leta pozidan, bom rekla tako v grobem, potem pa še te fine inštalacije, oprema, pregled, tako da na pomlad bo gotovo otvoritev. No in v teh mesecih boste uporabniki pa zaposleni v varstveno-delovnem centru še tretjič nastavili ramo, nekateri ste pa že za cepivo. Brez cepiva bi bilo verjetno kar težko, življenje je bistveno drugačno. Vidimo, ko se primerjamo z ostalimi zavodi, da nam je ta visoka precepljenost prinesla normalizacijo življenja, prinesla nam je morje, na katerega smo šli avgusta, prinesla nam je to, da nismo zaprti, kar marsikje po Sloveniji še so, kjer je prenizka precepljenost. In ja, dejstvo je, da vsak ima svobodno odločitev, ne. Samo vsak, ki razmišlja tudi o tem, kaj to pomeni za sočloveka, pa saj jaz sama pri sebi vem, kakšna je odločitev, no. Mojca Zupančič, ti si pa ena tistih podpornih oseb tega projekta S teboj lahko, ki ni od vsega začetka zraven, ampak se je priključila malce kasneje. Zakaj? Ja, jaz sem se priključila šele zadnje mesece. Večkrat sem na spletnih straneh, na družabnih omrežjih spremljala dogajanje, kaj vse se dogaja v varstveno-delovnem centru v Zagorju, in sem bila res navdušena nad tem, kakšne projekte vse izvajajo, kam se hodijo, kaj vse se dogaja. In tako sem tudi nekega dne zasledila projekt S teboj lahko, ki me je pravzaprav res zelo navdušil. Zato sem potem kontaktirala direktorico Špelo Režun, povabila me na razgovor in tako smo nekako začeli. Najprej smo začeli tako, da me je povabila, da grem z njimi na letovanje v Novigrad. Letos je šlo res zelo veliko uporabnikov, vse skupaj nas je bilo okrog 140. Tam so mi bili dodeljeni 3 uporabniki, za katere sem v bistvu skrbela 24 ur na dan. Mimogrede, si jih poznala prej? Ne, nobenega od teh uporabnikov nisem poznala. Srečali smo se takrat, ko jih je avtobus pripeljal, ker jaz sem bila že dol, in tako smo se pač spoznali. Najprej so bili majčkeno zadržani, ampak potem je pogovor stekel, vse smo razpakirali, šli v sobe in tako se je vse skupaj začelo. Ja, in zanimivo, tudi z morjem se je ena od tvojih uporabnic prvič srečala. Ja, ena uporabnica že vrsto let hodi na letovanje, vendar si ni upala stopiti v morje, nogice je že majčkeno namočila, kaj več pa ne. Ampak mi je pol tekom drugega dne že tako zaupala, da je šla z mano v morje. Sicer smo imeli en pripomoček zraven, tako da je zaplavala. Vsi so bili kar presenečeni, kaj sem ji dala, da sem jo spravila v morje. Ampak ona je šla in potem je bilo celo tako, da skoraj nisem ven z vode dobila. Kadar sem prišla, je začela, kdaj bomo šle plavati, in ko smo bile v vodi, a bomo še pol ure, a bomo še, tako da res lepo. No in jaz spremljam varstveno-delovni center res že dolga leta, in moram reči, da mi že pred 30 leti so mi uporabniki nekako stopili v srce. Tebi tudi, ne? Ja, tako je. Res se navežeš z uporabniki, mi se sedaj s temi 3 še slišimo, pokličejo me. Res ti to zelo veliko pomeni, ker ti res izkazujejo tisto hvaležnost. Pa če jim podariš samo nasmeh ali če jih majčkeno objameš, kaj pa šele, če jih sploh nečesa naučiš. Res so ti zelo hvaležni in to je res en tak občutek, ki se ga ne da opisati. Si poprej v življenju poznala koga, ki ima recimo duševne ali pa telesne
težave? Ali si se zdaj prvič srečala s tovrstnimi bolezni ali pa stanji? Ne, sem že bila v stiku s takšnimi osebami, tudi od moje najboljše prijateljice, sošolke, hčerka in tudi sestra so osebe s posebnimi potrebami. Pa tudi, ko sem poučevala na srednji šoli Zagorje, sem učila v nižjem poklicnem izobraževanju, kjer so bili dijaki, ki so prihajali iz šol s posebnimi potrebami. Tako da sem imela stik, tudi z njimi je bilo zelo luštno delati, vendar se veste, šola, ki se je treba učiti, je majčkeno drugače, kot pa kakšno družabništvo in te stvari, kar delam zdaj z uporabniki. No in mimogrede, v varstveno-delovnem centru se mi zdi, da se kar vsi nekako tikajo. Ja, vsi, tudi z uporabniki, čeprav so nekateri mogoče celo starejši od mene, se vsi tikamo, vsi smo kot ena velika družina, no, res so takšni, zelo prisrčni. Kaj pa si poučevala v tej šoli, v srednji šoli? Kaj povezave z tem, kar zdaj delaš z uporabniki? Ja, v bistvu sem na srednji šoli najprej poučevala prehrano, ker sem živilski tehnolog, tako da mi tudi vse to znanje in kuhanje in vse to zdaj zelo prav pride. Kasneje pa sem še doštudirala informatiko, kar pa tudi zdaj pride pri uporabnikih, uporabljamo zato, ker delamo na računalnikih, urejamo kakšne slikice, to tudi zelo radi delajo. Potem tudi s socialnimi omrežji se majčkeno pogledamo si, malo jih upozorim na razne nevarnosti, ki lahko tudi pretijo prek tega in tako. Tako da mi vse to, kar sem pridobila, koristi. No, stojimo pred nekdanjim hotelom Rudar. Tu pa je nekako nov kotiček za uporabnike varstveno-delovnega centra, kjer si se nekako tudi ti našla. Kaj se tu izvaja? Ja, tukaj imamo učno stanovanje, ki bo sploh sedaj v teh jesenskih, zimskih mesecih, ko več sprehodi z uporabniki ne bojo več tako aktualni, se bomo lahko zbirali tukaj v stanovanju. Jaz sem to stanovanje prevzela, smo ga majčkeno opremili z raznimi gospodinjskimi pripomočki, tako da v njemu zdaj kuhamo, kar zelo radi uporabniki delajo, pečemo različne palačinke, skuhamo kakšno zelenjavno juhico, takšne bolj enostavne stvari. Uporabniki vedno dobijo recept, ga pol tudi prepišejo, tako da s tem utrjujejo tudi malo pisanje, branje. Potem v stanovanju tudi rišemo, to tudi zelo radi delamo, boste kasneje videli, kartamo, se družimo, tako da res nam pride tole stanovanje zelo prav. Komu pa je stanovanje vse namenjeno, samo tem, ki so v projekti s teboj lahko ali tudi drugim? Zaenkrat je stanovanje namenjeno tem, ki so v projektu s teboj lahko, da se pač učijo, ker namen tega projekta je, da jim če jih pripravimo na samostojno življenje, pač s nekakšno pomočjo, podporo, ne. In zaenkrat uporabljajo to stanovanje ti uporabniki, ki so v tem projektu. Zdaj pa nekateri so že na samostojnem življenju, nekateri se pa še pripravljajo, če prav razumem. Ja, tako. Nekateri so že, živijo sami, nekateri se pa na to še pripravljajo. In prav tudi tisti imajo grozno željo, da bi mogoče kdaj lahko tudi prespali tukaj ali kaj podobnega, kar tudi načrtujemo v bodoče. Ker tako je, ne, mi, ko so svojci, ne vidimo, česa so oni sposobni, kakšne samostojnosti. Tukaj, ko pa se družimo z njimi, pa pač vidimo, eni so bolj, eni so manj, eni rabijo več podpore, ampak če hočejo, se da, ne. Sploh s kakšno podporo. In kdo se nas bodo pričakali zdaj v stanovanju? Ja, danes nas bojo pričakale Sabina, ki se že pripravlja, že nekaj riše vneto, potem Samira in njen partner Miha. Miha in Samira nam bosta pripravila eno kosilo, Samira bo pa majčkeno risala in vsi že nestrpno pričakujejo, da pridemo. Pa gremo, ne? Samira, midva sva se enkrat pred tvojim stanovanjem že pogovarjala, ampak takrat jaz nisem vedel, da si ti tako talentirana za risanje. Kdaj je prišlo do tega, da si začela risati mandale? Ko smo poznali Mojco, in smo potem začeli risati mandale. Kako pa je prišlo do tega? Ne vem, si kar takoj že začela, je bilo treba se kaj učiti? Treba se učiti. Kako pa gre to? Najprej je osnova narisana? Prvo pobarvaš snovo in pa
krog naredimo in pa pekice naredimo okoli. In zdaj jaz gledam, ti si zelo natančna. Koliko časa ti vzame, to so vse tvoje, ne? Ja, Koliko časa ti vzame, da naslikaš eno mandalo? ja. 1 uro sicer, če ne več. Verjetno še kaj več, Ja. ne? In ti kaj pomaga Mojca pri tem? Ja, pomaga. Pa si kdaj prej tudi risala? Ja, z Evo na šihti smo risali tudi. Aha, kaj pa takrat? Tudi mandala je kaj drugega? Kaj drugega smo risali. In zdaj tole, kar si zdaj naslikala, kam boš to dala? Je to za razstavo, mogoče za stanovanje? Bolj za tako, za razstavo. Boš tudi mogoče komu podarila Ja, kakšno? tudi. Kaj pa te recimo pri tem slikanju najbolj navdušuje? Je to, da si zapolniš prosti čas? Je to, da ustvarjaš? Da ustvarjam. Imaš še kakšen drugi hobi? Ja, imam. Kaj pa ti je tako še pri srcu? Ja, tam šivam doma tudi. Tudi. Ja, In kaj je težje? Šivanje? Slikanje? slikanje najtežje. Kaj pa ti pomeni to stanovanje tu v Trbovljah? Ja, to je fajn, pa lepo je. Zakaj pa ti je recimo dobro to? Ja, lahko se ustvarja tako, ne. A ti sicer obiskuješ vsak dan varstveno-delovni center? Bolj kot ne. Bolj kot ne, ja. Tako v popoldanskem času pa potem zaideš Iz cveta hodim, na sprehode. na sprehode, pol sem z Mojco tukaj tako rišemo. Kolikokrat na teden pa? Enkrat? Kolikor imajo časa. Kolikor je časa, Ja. ne? Kaj pa Edvin? Ti živiš z Edvinom, ne? Ja, On mogoče tudi riše? ne. Kaj pa reče o tvojem risanju? Si mu že kaj pokazala? Reče, da je lepo. Da je lepo, ne? Ja. Se boš s tem še ukvarjala? Ja, No, jaz tudi upam, no, ker je zelo lepo. Katera barva ti pa je tako najbolj pri srcu? bolj živa barva. Roza, vijolična pa take. Se tudi sama rada oblečeš v vijolične? Vidim, da si Ja. v vijolični upravi. Tako. Ja, hvala. Zakaj? Koga znaš in na sredino teh modrih narediš tako bele pike. Ko pa če bo treba, se bo to posušilo, bo mogoče pa še eno noter naredila, da bo čim bolj super. Se veš, lahko si to zdaj malo obrneš, da ti bo šlo lažje na roko mandala, tako, ja, super. Tako, na sredino, bravo. Tukaj pa naj bojo kar tako, nič nobene orientacije, tako kar po svoje naj bojo noter. Takole, ja, super. Bravo. Samira, midva sta pa že kar menda veterana pred televizijo, ne? Sva se že kar velikokrat srečala, nazadnje pred Zasavsko ljudsko univerzo, ampak takrat jaz nisem vedel, da si ti tudi kuharica. O tem bova govorila, ampak najprej pa, kako sta si vidva v tem projektu s teboj lahko uredila življenje v svojem stanovanju? Ja, redi kar sama, no, vse določene stvari smo sama, no, edino moja starša sta nama pa kuhno kupila. Sem imela prišparan denar, ampak vse, zdaj pa res vse sama, no. Lepo. In kdo vama pomaga? Kaj imata vidva od teh podpornih oseb? Glede podpornih oseb, pomoč do zdravnika, do trgovine, rečemo, če bomo še kakšne druge obveznosti na banko, na pošto, ne, imamo podporno osebo Mirza Mešič, ki je tudi mentor v VDC-ju, no. Jaz sem zelo hvaležna, da smo lahko del tega projekta, ker nam pa tudi zelo veliko pomeni. In kako to gre? Vidva rabita neko pomoč in kaj potem pokličeta? Ja, če rabimo pomoč, a mu SMS napišem, a na Messenger napišem, a ga pokličem, ga vprašam, če ima čas, kdaj imamo zmen, kdaj lahko pride, pa ne mi odgovori. Če ne, pa takoj razumem, ker tudi on dela v VDC-ju, no, v 3 izmenah, tako da razumljivo, no, če ima. Če zdaj tudi na drugega tudi obrnemo, no. Sicer pa vidva sta se kar navadila na samostojno življenje. Zdaj, a si vidva po telefonu naročita hrano ali sama skuhata?
Ja, tako da večinoma Miha pride pred mano domov, no, tudi kaj skuha, no. Drugače tudi včasih tudi naročimo, no, če se da. Ja, če pa ne, pa je tako zvečer skuham, pa imam za 2-3 dni, recimo kak seged in gulaž, ne, tako skuham, pa doma za 2-3 dni. In kaj vse znaš skuhati? Znam speči kruh, ko se že peče, znam tudi na žlico, pa tako kak krompir, pa tudi pšanca speči, pa to. In ta kruh, ki ga danes pečeš, je malce z drugačnega kvasa, ne? Bolj počasnega je kako? Ja, počasnega, malo dolgo tudi traja, no, en dan moraš prej testo narediti, pa včasih vzhaja. Pa vsake toliko časa pregled, pa zmesiti spet, ne. Doma, predvsem v času korone, si pa zamislila verjetno bolj ta hiter kruh, ne? Ja, te hiter, ja. Ko je bila res korona, no, ko sem tudi vedeti, ko je bil zaprt, no, sem večinoma res doma pekla, no. In kakšnega spečeš, ne, in kakšnega imate rajši, kar belega, kakšnega drugega? Tudi iz pol bele moke, pa z bele moke, no. In koliko časa ti vzame, da zamesiš kruh? Ja, to mene par minut, no, približno. In potem vedno uspe? Ja, potem, zaenkrat. In ga sploh potem ne kupujete? Kupujemo tako, no, rečemo polet ne, no. Rečemo takole vikende kupujemo, no. Drugače pa tudi mami imam tle, ko tudi speče, pa mi prinese, no. Drugače pa večinoma zimi pa res pečem kruh. In zdaj ti kar hlebec spečeš, pa ga potem polovico v skrinjo spraviš, kako gre to? Ja, hlebec spečem, ga dam hladiti, dam na polovičko dam v skrin, polovičko imam pa mi dva, ne. Tako da sprot. Veliko kruha bo jesta? Takole pozimi kar, no. Malo več. Ja. Zdaj vidim pa, ne, da imaš pripravljeno tudi zmes za palačinke. Zdaj, jaz sem res laik, no, in nimam pojma, kako se palačinke pripravijo. Nam lahko zaupaš recept? Ja, seveda, Igor. Za palačinke rabimo 500 pol litra mleka, 250 gramov moke, 2 jajci, 1 vanilni sladkor, 1 žlica sladkorja, pol žličke soli. Vse sestavine zmešamo s paličnim mešalnikom. Polnomočno segrejemo, dodamo par kapljic olja, z zajemalko v ponev vlijemo pripravljeno maso. Za palačinke po parih minutah obrnemo. Palačinke namažemo z marelično marmelado. Zdaj boš potem malce pokazala, kako ti to spečeš. Zdaj tisto sem prej ujel, ne, obrnemo. Zdaj se veš, ne, vlečemo. Tis ne. Se bojiš, meni se je zgodilo, ne, da je ostalo na steni. Ja. Kakšne palačinke pa potem marmelada, ne vem, Ja, kaj? lahko z marmelado, lahko z nutelo, z eurokremom, kakšne različne namaze, skutne palačinke pa tako. Kakšna imaš pa ti najrajši? Meni čisto vse, nisem se rada. Kaj pa Miha? Ja, to pa je ga vprašal. Bom, ne. Mislim, da tudi ima vse rad. Zdaj, še kaj drugega pečeš, recimo, še kaj drugega znaš, ti mogoče tudi še Mojca kaj svetuje? Ja, tako, za Mojca res najlepša hvala za pomoč, ker je podporna oseba, ki nas res veliko nauči. Glede peke in kuhanja, vzame si čas za nas. Jaz sem zelo ponosna na jo, no, ker nas je res veliko naučila. Torej, kar prav pride, ne, še Ja, kakšno drugo stanovanje. Zdaj pa nekaj mene zanima, ne. Zdaj, če bi bilo to v tvojem stanovanju, v vajinem stanovanju, ne, verjamem, da je potrebno potem, ko obiski gredo, spucati, sčistiti, ne. Kaj pa zdaj v tem stanovanju, kako je pa to? Ja, tudi, recimo, če imamo z Mojco zmejeno, pridemo, pripravimo, skuhamo, pa spečemo in pa vse pomijemo, lepo pospravimo, pomedemo, smeti vzamemo, vržemo in to je to. Jaz sem pa mislil, da je bolj na komod, če si v enem drugem stanovanju. Ja, meni ni problem, no, jaz sem se kar navadila, no, če bi tale stanovanje dobila, ga takoj prevzamem. Res, ker mi pa zelo všeč. Res, bi kar zamenjala Hrastnik za Trbovlje? Ja, bi, če bi se dal, bi. Ja, Miha, tudi midva se že kar precej let poznava, bolj iz nogometa, ne.
Seveda smo bili tudi v vajinem stanovanju v Hrastniku. Je še kar tako fajna štimunga, kot je bila? Zaenkrat še. Zaenkrat še. Ja. Kako imate razdeljeno delo? Razdelila se dela vsak mesec, sem imela bolj pesko, je pa bolj nahliča. Torej ti delaš bolj obare. Ja, juhe pa obare, ja, večinoma. In kaj boš danes pripravil? Danes bomo delali ženavno juho hrenovko. In kakšne pripravke oziroma kakšne sestavine vse moraš imeti? Korenje, čebulo, mojca hajčega, por pa svečaca. In katero sestavino od teh imaš ti najrajši? Najraje čebula. Res je? Za okus, ne, čebula naredi svoj okus, ne. Pri obarah malo prepraže, poda pa noter, da poda okus, ne, čebula. Malo prepraže, da voli in da noter. In potem tu naredi svoj okus, ne. Čebula da okus na obaro, ne. Če ni čebule, juhe ni. Nobene obare, ne. Mora biti nula čebula. Drugače juhe ni. Kaj pa sol, poper? Tu pa pol posebej, ne. Če prvo tu malo damo, jaz sem pa hotko vnohove, za juha puno dam noter. Največkrat, ne, to hotko. Če se tam ne drugače. Pa dam tisto noter, pa malo žete, pa juha je. Počasno naredim se ampren, ne, pa tudi to. Ampren, ne, naredim. Pa skuhaš samo za 2 porcije ali za več? Pol obara je malo večja, da lahko 3-krat ne dam, pa dam v hladilnik, pa pol ven, pa na druga, ne. Da mi treba 3-krat kuhati sadem, ne. Daš tudi kdaj krompir, pa mogoče žličnike? Žličnike še nisem probal, krompir pa delam vmes. Žličnike moram nekaj probati, če nisem nikoli, bom pa nekaj probal, imam pa željo probati. Zdaj, če bi te vprašal, kaj imaš rajši, ne? Nogomet ali kuhanje? Oboje, Boje, oboje. Nogomet ne je zmejšnega, ne, mali smo. Kuhanje pa željo, ne, kar pa sama največ. No, zdaj prej sem kuhal doma, ne, ker sem bil nikjer kuhal. Večinoma, ker sem mami pomagal, ne, mami ni mogla veliko, ne. Pa sem pa jaz, pa sem imela pol, večera, ker sem prišla, meni živeti, pa pol. Če mi ni hvala, pa smo skupaj skuhali. Si mogoče, če bi zdaj bil še enkrat mlad, bi se odločil za šolanje, mogoče za kuharja? Ne, nisem imel nikoli želje kuharja, imel sem pa želje za mesarja. Naredil sem eno leto, prvi letnik sem naredil, drugo sem pa pol pustil. Sem delal šolo, sem pol pa ni šel, sem pa pustil. Zdaj pa jaz predlagam, da ti kar pokažeš, kako ti narežeš vse skupaj, ja. Zelo vrsta, no, moram zmeriti. Da se ne vrezi. Mojca, Ja, prosim. katero posodo bomo dali čebulo? Katero posodo? Ja. Tamle imamo lonč pripravljen, bomo dali malo olja in pol čebule. Lahko ti bom pa zdaj dala eno skodelico, da si boš to umaknil. Ja, da vam podal naprej. Pa bomo pol. Da ne bojo solze prišle, ne, Miha? Ja, Na boje, moraš da pridejo. bolj disati. Le, Miha, izvoli. Ti pa, Opala, pardon. ti To imaš pa še režeš pol za čebulo, korenček. moraš da bolj disati, pa se ti ne sezijo. Aha, Tu sem pa vedel, da je kuharja. pa nekateri rečejo tudi, če kruh ješ vmes, ne? Ja, en pravijo pa čigumi, čigumi pomaga. Pa pomaga. Aha. Ja, v orbit, ne, ne motim. Bomo videli potem, če se ti bojo kaj zasozila ali ne. No, zadnje se mi niso hrnec, ker sem Aha. delal sežali, ne, smo kuhali. Lahko takole postrgava, lej. Takole, evo, takole. To bo hitreje, ne. Ja, hitreje, ne?
Por lahko narežeš na kolobarčke, pa Kolobarčke daš kar damo? zdrav. Tako, Aha. pa kar s čebuli, ker por pa čebula, Vse je isto. tako isto, ja. Ste žlahtnega, ne? Točno. Takole, ja, bravo. Mali trebi, vse je narediti. Nož mora biti pa tudi nabrušen. Ja, da tudi reže, ali pa. Ti bo narediti, veste, če se kuha, pol se sploh ne pozna, ne? Mora bo narediti v konci, da se povi. Če pa ti razkuha, pa se navidi. Kako pa še rečeš ti drugače, cvetači? Ne znam, tudi to besedo vem. Karfiola? Pravijo, ja, sem jaz to ne, cicate, ne gre. Pravijo, karfiola. V Litiji ste rekli cvetača, ne? Ja, nekaj sem bil, cicate, ne. Počrvamo. Zdaj je to juha, ne. To bo šlo vse v juho potem, ne? To pa kar na kolobarje narežeš, ne? Ja, lahko na pol se ne bom samo informacij videti. Da ne tem, pa je. A veš za korenje, zakaj je dobro? Za oči. Za oči, ne? Ni čudno, da zajčki dobro vidijo, ne? Ja, več je tudi ne več. Aha, kaj? Več je ne. Ne? Prste imaš še cele, ne? Je en vse. Mali. Da bo še malo stilo zlatno, da se ne probi. Prste moraš namirkati, ne? Zdaj boš pa čebulo prepražil malo, ne? Ja, na vodi, Potem pa pol pa voda, vodo. pol pa se zelenjavo, približno ene 45 minut, šolco uro, pa bo Pa bo, ne? juha narejeno. Pa še hrenovke. Pa hreno ki se polja. Tako. Hreno se ti pa tudi malo zavrejo, ne? Za 5 minut se tuhne. 5 minut, ne? Se tuhne. Da zavre hreno, kaj je Tako. na pol kuhane pravijo, ne? Evo, Mojca, sva fertik. Super. Palačinke so tudi, je Samira dokončala. Super. Zdaj bo pa Miha prevzel štedilnik. Samira, kruh je odličen, palačinke slastne, obara, ki je skuhal tvoj Miha, pa tudi super. Ampak ti si mi pa vmes dejala, da bi rada ob koncu te oddaje še nekaj povedala, pa bomo s tem pravzaprav tudi potem kar zaključili to oddajo. Ja, hvala. Rada bi se zahvalila gospe Špele Režun, naši direktorici Vrtca Zasavje, koordinatorki gospe Hedi Kovač in koordinatorju Domjanu Počehatu, da smo lahko del projekta, ki nam tudi ostalo zelo veliko pomeni. Hvala in lepo pozdravljeni.